Torej, naslov moje prezentacije je pametno ravnanje z vodo v mestih in bi že takoj na začetku opozorila na te narekovaje, ki jih vidite na besedi pametno. Pod pametno tukaj ni mišljeno en kup senzorjev, ki jih postavimo za to, da optimiziramo delovanje obstoječe infrastrukture, ki v mnogih primerih, tudi kot smo slišali, ne deluje, ampak je mišljeno nekaj drugega. Mišljene so korenite spremembe v ravnanju z vodo in tukaj bi osvetlila prispevek tako imenovane modro-zelene infrastrukture, za katero se mnogim zdi, da jo poznajo, ampak pri implementaciji se pa vedno zatakne. Torej, začela bi z enim lepim povzetkom različnih paradigem upravljanja z vodo, ravnanja z vodo skozi zgodovino, ki jo je David Sedlak povzel v svoji knjigi Voda 4.0. Torej, izpostavljeni so štirje mejniki ravnanja z vodo in se pravi, rast civilizacije se je pravzaprav začel z vodooskrbo in če je voda ključna za življenje, vodooskrba pravzaprav gonilo civilizacije. Ko smo prvič uspeli vodni vir pripeljati pač nekam dlje, so se začela mesta razvijati in rasti. Torej, vse to nas je peljalo skozi različne vidike na upravljanja z vodo in recimo v drugem mejniku smo začeli odvajati odpadno vodo, s tem smo rešili ogromno življenj pred hidričnimi boleznimi, vendar je bil to začetek razvoja tako imenovanih linearnih vodnih sistemov, kjer vodo pač vzamemo, uporabimo in odvržemo. Na to smo se pač zavedali, da je vodo treba očistiti, se pravi, odpadno vodo ne smemo kar spuščati in to je bila ta tretja verzija ravnanja. Zdaj si pa želimo v četrto verzijo, kjer ne govorimo več o odpadni vodi, odpadne vode ni padavinska, ker je to vir vode, hranil in energije. Padavinska voda se zadrži na mestu nastanka zato, da hrani podtalnico in ohranja naravni vodni krog. In seveda govorimo o tem, da končno že postavimo vodo v krožno gospodarstvo. Kje smo danes? Torej, danes smo pretežno v vodi 3.0, kjer je glavni cilj vodno-gospodarskih storitev še vedno varna vodooskrba. Cilj je zaščita zdravja ljudi z odvajanjem in čiščenjem odpadne vode in seveda odvodnja padavinske vode za zaščito pred poplavami. Torej, danes smo še pretežno, bom rekla, na tem nivoju, obstajajo tudi svetle izjeme. Se pravi, motivacija, ki nas pelje k prehodu na vodo 4.0, pa so seveda med drugim tudi posledice podnebnih sprememb, ki jih vidimo kot ekstremne dogodke. In tukaj so predvsem padavine, ekstremne padavine, ki povzročajo poplave in seveda suše. S temi ekstremnimi dogodki se srečujemo zelo pogosto. Torej, 100-letne padavine se dogajajo ne več samo enkrat v 100 letih in če je bilanca padavin oziroma vodna bilanca letno približno enaka, se pravi, mi ne izgubljamo vodo zaradi podnebnih sprememb, ampak problem je, ker je razporeditev padavin pač drugačna in to vodi v te ekstremne dogodke, ki nam povzročajo težave. In ugotovili smo, da trenutna vodna infrastruktura tega ne zmore več. Torej, druga motivacija je seveda ohranjanje naravnih virov v skladu s trajnostnim razvojem in seveda vsakemu strokovnjaku, vsaj tistemu, ki se malo ukvarja z vodo, mora biti in seveda ostalim mora biti cilj
ohranjanje in obnova naravnega vodnega kroga, za katerega vemo, da ga urbanizacija močno prekine, saj je infiltracija, ki je v naravnih povodih tam do 80% padavin, seveda, v urbanem okolju cirka 20% ali pa še manj. Tako da to je neka motivacija za spremembo, gonilo, ne? In modro-zelena infrastruktura pa lahko igra tukaj neko ključno vlogo za to spremembo. Zelena je zato, ker so to naravni in polnaravni, recimo, sistemi, modra pa zato, ker naj bi bila namenjena upravljanju s padavinskimi vodami, se pravi dimenzionirana na ta način. Ne samo posaditi drevo zaradi drevesa, seveda je to lepo, vendar to drevo ima lahko tudi druge funkcije in prevzame funkcijo kanalizacijskih sistemov pravzaprav. Torej, tukaj na temle grafu vidimo hidrogram odtoka, ki v močno urbaniziranem povodju doseže take špice, ne. Naš cilj z modro-zeleno infrastrukturo je pa približati se tej sploščeni krivulji, se pravi počasni odtok, omogočiti infiltracijo in tako naprej. S tako infrastrukturo si drznemo trditi, da se mesta lahko preobrazijo iz ekoloških bremen k priložnostim in vzorom za neko pametno ravnanje. In pod to jaz podrazumevam pametno ravnanje. Ta infrastruktura se pojavlja pod številnimi znanimi imeni, v angleščini Blue-Green Infrastructure, Sustainable Urban Drainage Systems. Na Kitajskem je zelo popularen Sponge City, pomeni, da je mesto kot neka goba, ki infiltrira padavinsko vodo in seveda bolj popularen Nature-Based Solutions. Skratka, vsi ti sistemi pomenijo približno enako. O čem govorimo? Tukaj je nekaj primerov izvedbe take infrastrukture, tudi pri nas imamo neke dobre primere dobrih praks, recimo tole parkirišče ni celo utrjeno, ampak se voda preko filtracije pač odvaja. Tukaj vidimo na tej sliki je mesto Dresden, spodaj pa Gothenburg. Rada bi poudarila sledeče, vsa nova naselja, ki se gradijo v nekaterih mestih, so zgrajena tako, da zadržijo določene padavinske dogodke. Na Švedskem recimo je definiran ta dogodek, mislim, da je 10-minutni naliv z 5 do 10-letno povratno dobo. Skratka, vse, kar se novega zgradi, mora zadržati to vodo. In recimo tlele vidimo te sisteme za retenzijo, odprta vodna površina, tukaj je pa poudarjena infiltracija. To je odvisno pač od danosti. Sistemi so seveda tudi taki, da čistijo meteorno vodo in to so te neke bioretenzijski sistemi. Se opravičujem za prekinitev, imate še minuto časa. Ja. Torej, sistemi so tudi na stavbah in te sistemi, poleg tega, da služijo urbani odvodnji, služijo tudi lahko služijo za čiščenje odpadne vode, za ponovno uporabo vode, se pravi, lahko omogočajo boljšo energetsko učinkovitost stavbe in tako naprej. Torej, nazadnje bi še omenila prilagajanje na te podnebne spremembe in več kot očitno je, da je vodo potrebno mnogo bolj izpostaviti, kakor jo izpostavljamo trenutno. Zelo tak svetu primer je mesto Kopenhagen, ki je svojo strategijo pač dodelal do finančnega načrta natančno za vključevanje modro-zelene infrastrukture. Na žalost moram pa reči, da smo dobili tudi naš predlog zakona o podnebni politiki, kjer se voda niti ne omeni. Omenja se zelena infrastruktura, vendar zelena infrastruktura brez vodne je pač ne more delovati. Rada bi poudarila to, da znamo zgraditi to modro-zeleno infrastrukturo, ki poleg osnovnemu namenu, da nadomešča nekatero obstoječo vodno infrastrukturo, vpliva tudi na zmanjšanje potrebe po energiji, obnavlja naravni vodni krog,
blaži urbane vročinske valove in tako naprej. A kljub temu se na to vodo sistematično pozablja, tako v strategijah za prilagajanje, kot tudi v spodbudah za prilagajanje podnebnim spremembam. In še nazadnje bi omenila, da za implementacijo take infrastrukture je potrebna absolutna interdisciplinarnost, tako vodarske, gradbeniške stroke, kot krajinske arhitekture, urbanih načrtovalcev, naravoslovnih ved in podobno. Nazadnje bi samo pokazala še 2 projekta, ki tečeta na to temo in kot vidite, eden se pač bolj ukvarja s hrano v mestih, tudi v smislu krožnih sistemov, drugi se pa ukvarja pravzaprav z vsemi pomembnimi sektorji, da tako rečemo, v mestu, od grajenega okolja do vodne infrastrukture, do urbanega kmetijstva in obnove virov. V tem govoru nisem niti omenila obnovo virov, vendar je odpadna voda tudi ogromen potencial, ki ga je potrebno tudi nasloviti v naših podnebnih strategijah. Toliko iz moje strani. Hvala.